V 113. avtomobilnosti bomo popravili morebitne zimske poškodbe laka na karoseriji in po potrebi celo popravili poškodovano steklo. Preizkusili smo limuzino najvišjega ranga, ki ne bo všeč samo potnikom, ampak še bolj voznikom, in obiskali smo zagrebški avtosalon, da bi preverili, kaj se lahko slovenski uvozniki naučijo od Hrvatov. Pozdravljeni v avtomobilnosti. V avtomobilski kabini se počutimo tako varne, da se tudi obnašamo do drugih ljudi bistveno bolj agresivno kot takrat, ko smo recimo na kolesu ali pa peš. In ko rečemo potniško kabino, vsi pomislimo najprej na kovinsko konstrukcijo kletko avtomobila. Kaj pa stekla? Včasih so veljala za eno bolj nevarnih delov našega avtomobila, so se lomila na velike kose in v primeru nesreče so bila ravno ta tista, ki so predstavljala velike težave za potnike oziroma za vse udeležence v prometu. In v primeru nesreče so bili ravno ti veliki kosi najbolj nevarni za vse udeležence v prometu oziroma v prometni nesreči. Potem pa je leta 1903 francoski kemik v kozarec natočil posebno kemično sestavino in mu je padel na tla. Kozarec je počil, ni pa se razletel. Rodilo se je varnostno steklo. In danes, ko je steklenih površin na karoseriji kletke avtomobile vedno več, so stekla zelo različna in zelo močna. Tako zelo močna, da štejejo veliko tudi pri konstrukcijski čvrstosti avtomobila. No, o steklu bomo danes v oddaji še govorili, še prej pa gremo na karoserijo. Na tako imenovan pleh, ki je bil zdaj v zimskih mesecih in pa seveda tudi še v pomladanskem delu, kar na udaru, vsaj kar se tiče samega peska, v kombinaciji s soljo na naših cestah. Vprašanje, ki si ga ob koncu zime postavi večina voznikov je, kako velike so na laku posledice letošnje vožnje po cestah z močnim posipom soli s primesjo peska. So že tako velike, da jih je bolje popraviti zdaj, lahko pa mogoče s tem počakamo še eno zimsko sezono. Prav tako je na mestu vprašanje, ali lahko manjše poškodbe popravimo kar sami. Reklam, ki obljubljajo hitra, učinkovita in poceni popravila je veliko. Pa res delujejo? Če bi to obstajalo, bi mi z veseljem uporabljali in bi bilo gotovi pri popravilu avtomobilov in tudi bi bilo cenejše, žal pa to ni možno napraviti. Kaj svetujete strankam, ki pridejo s temi majhnimi, v bistvu lepotnimi pikicami, ki nastajajo po zimski sezoni? Strankam svetujemo, da te manjše poškodbe odpravimo takoj, pač jih saniramo in spoliramo, kajti če čakamo spet eno sezono, je strošek veliko večji. Tukaj se vidi tipičen primer, da je lastnik predolgo čakal s popravilom in nam ne ostane nič drugega, kakor da popravimo komplet pokrov motorja. Krajinska raznolikost je pri nas velika, kar se ne pozna samo pri narečjih ali na primer kulinariki, ampak tudi v tem, da je pločevina na nekaterih delih Slovenije občutno bolj izpostavljena kamenju in soli kot drugje. Na Primorskem ni toliko soljenja, ni toliko peska kot pa na Gorenjskem ali v srednji Sloveniji in se točno vidi, iz kje prihaja avto. Krom, kakor je poškodba ali kaj, se pa mora vse menjati, ker so to vse plastično. Če prav razumem, je pa tukaj še tako malo pikic, da se lahko stvar reši brez celotne obnove. Tako je. Tukaj je zelo malo poškodb in se prav na teh par pikic, ki so na pokrovu motorja, se lahko sanirajo, tako da nanesemo barvo 2 do 3 na to lak in spoliramo in se ne pozna čisto nič. Lahko pa imamo še večjo nesrečo in v pokrov motorja ali steklo ni priletelo veliko majhnih kamenčkov, ampak na primer kakšen malo večji in zelo oster, ki zareže globoko v lak. Če je globina res močna, se ne da rešiti, pač naredimo, je treba pobarvati pokrov motorja ali se napravi samo frikcija in preliv. Kaj pa takšna poškodba, recimo, ki ni tipična oziroma ki je pri vsakodnevni uporabi, ne samo v zimskem času, recimo obutana vrata, kdaj potegnemo s kakšno kosom obleke ali pa s torbico? To se da spolirati,
rob vrat se lepo potušira in se na to spolira, kajti če bi čakali in da bi bila večja poškodba, se mora barvati cel bok in vrata in to bi se poznalo pri prodaji, tako da bi novi kupec mislil, da je bil avto poškodovan. Steklo poveča karoserijsko trdnost za nekje 34%. Tudi je odvisno od velikosti stekla in avtomobila, katerega vgrajujemo, ne? Ni pa bilo vedno tako. Na začetku so avtomobile vgrajevali kar navadna stekla in nesreče seveda niso bile redke. Napredek gradnje stekel in uporaba sodobnih materialov pa danes omogočajo vgrajevanje veliko večjih steklenih površin ob ohranjanju enake konstrukcijske trdnosti avtomobila. Slednje ima pluse in minuse. Največji plus je boljša preglednost in svetlejša kabina. Največja minusa pa sta možnost poškodb in segrevanje kabine. Če pogledamo, v zadnjih nekaj letih se je ta površina povečala za 30% na samih avtomobilih in pa sama debelina stekl se je stanjšala za nekje 20%. Je pa tudi res, da se stekla se vedno bolj razvijajo in so tudi vedno bolj kompleksna. Naj omenim naš podatek, glede kamer na steklih se je v zadnjih 3 letih vsako leto za 150% povečala ta prisotnost kamere na steklu. In s tem tudi kalibracije, ki so potem potrebne, da se te kamere ponovno umerijo, ko se steklo zamenja. Kaj pomeni pri ponovnem vgrajevanju oziroma pri tem, ko zamenjate steklo, da kalibrirate? Zakaj je to tako pomembno? Čeprav se trudimo vedno, da zmerimo pozicijo samega stekla, preden ga demontiramo in ga potem namestimo na enako mesto nazaj, če tudi je to vgrajeno na milimeter natančno, nikoli nisi 100% prepričan, da deluje tako, kot je pred tem. Zato treba kamero na novo umeriti pred samim avtomobilom, da lahko tudi mi mirno spimo in predamo avto stranki, da je 100% varno. Sprednje steklo se ne razbije popolnoma, ostane v bistvu v kosu, stranska in zadnja stekla pa se razbije oziroma razleti. Tako je. Zakaj je to? Sprednjo steklo je varnostno sestavljeno iz 2 plasti stekla in vmes je folija, ki ti 2 stekli drži. Kadar se poškoduje steklo, recimo za popravilo, kot ste prej omenili, takrat poči samo zunanja plast in se da popravljati. Če je to obratno, da je počeno znotraj, se lahko sam zamenja. Kar se tiče pa stranskih zadnjih stekl, so pa enoslojna kaljena in kadar pride udarec, takšen udarec, da poči, se razleti celotno steklo, ne? Tudi iz varnostnih razlogov, če pride do nesreč, potopov v vodo ali kakršnekoli druge nesreče, ne? Da se lahko reši potnike iz vozila. Statistično gledano je možnost za razbitje stekla na avtu izjemno veliko. 90% majhnih poškodb, takih, naprimer, ki nastanejo kot posledica udarcev drobnih kamenčkov, pa se v približno 3 letih razširi v večjo poškodbo, ki je ni moč več popraviti in je potrebna zamenjava. Poznamo nekatere podatke. V Sloveniji je nekje na leto približno 60.000 škod na steklih, na avtomobilih oziroma tudi na tovornjakih pa kombijih. In od tega je nekje 90% na samem vetrobranskem steklu. Nekateri avtomobili so malo bolj aerodinamični, tam se tudi kamenčki lažje odbijajo. Če pa gledamo tovornjake in avtomobile, ki imajo bolj prečno steklo, pa sigurno lovijo malo več kamenčkov in je tudi več poškodb. Kje pa opažate, da nastaja največ poškodb? Zdaj so to kakšne podeželske ceste, makadami? Sigurno je največ škod po zimi, takrat so zimske gume, se veliko kamenčkov posipuje se ceste, veliko kamenčkov se nabere v sama kolesa in frčijo potem po zraku in povzročijo poškodbe. Drugače pa smo zasledili tudi, kadar se gradijo kakšne ceste, obnavljajo ceste, takrat se veliko strank pojavi ravno iz tistih krajev in pridejo s poškodbami na steklih. Ima steklo potem zaradi kakšne take razpoke manj trdnosti?
Tako je, steklo je na tem mestu 70% manj trdno in zaradi tega potem tudi steklo poči. Obveščamo stranke, da se da popravljati nekje poškodba velikosti 2 evrov, kovanca za 2 evra, ampak mi vemo, da še lahko mogoče kak dodaten centimeter, ker se tudi med samim popravilom potem poškodba malo poveča. Ne? Če smo bili še nekaj desetletij nazaj navajeni, da so v avtomobilu bili samo kakšni 3 kabli, ki so povezovali vse skupaj in je delovalo, pa zdaj predstavljamo avto, ki je pravi tehnološki čudež. 48-voltna napeljava, nekaj kilometrov kablov v samem avtomobilu, da o vseh naprednih varnostnih in asistenčnih sistemov, ki jih te kabli napajajo in seveda velikih zaslonih, sploh ne govorim. Ko je Audi sredi 90-ih let prejšnjega stoletja predstavil model A8, je v svetu avtomobilizma završalo. Sedmica in razred S sta končno dobila pravo konkurenco. Z A8 je Audi končno postal polnopravni član elite. A že predtem je s quattro pogonom začrtal svojo pot, z njim se je v tej eliti profiliral kot znamka, ki ponuja tehnične presežke. In osmica je ta sloves potrdila s povsem aluminijasto zgodbo. V 12 letih se je nato osmica prikupila še zlasti premožnežem, ki so se želeli odmakniti od stereotipov. A8 je namreč vse skozi bil vozniška limuzina. Osmice so lastniki vedno radi vozili sami, še najraje na dolge razdalje. Naj vas samo spomnim na slovenskega proizvajalca Kuvert, ki zaradi slabih izkušenj z letali potuje izključno s svojimi 3 osmicami, ki imajo skupno na števcu že skoraj 2 milijona kilometrov. In zapuščino predhodnih 3 osmic naprej prenaša tudi novi A8. Ohranja namreč svojo vozniškost. Saj ne, da nam ni godilo sedeti zadaj desno, a z večjim užitkom smo ga peljali. Tudi dinamično skozi ovinke. A8 namreč s 4-kolesnim krmiljenjem resnično prepriča. Hkrati obračanje vseh koles omogoči izjemno okretnost. Brez težav smo ga obrnili v še tako minimalnih okoliščinah. In ko smo med vožnjo pogledovali na števec hitrosti, smo bili redno vsaj za kakih 10 km/h hitrejši kot običajno. Ko se bo torej naslednjič kak politik izmikal globi, da se ni zavedal, da vozi tako hitro, mu bomo mi verjeli. Hitrejši kot običajno pa smo bili tako med umirjeno vožnjo kot tudi v ovinkih. Udobno nam je bilo v vseh situacijah, tako mojstersko so v Ingolstadtu skonstruirali podvozje. Prelomen pa je novi A8 zaradi ureditve kabine. To je namreč prvi Audi z zaslonom na dotik. Pravzaprav kar 2 ogromnima zaslonoma in kot se za Audi spodobi, sta inovativna. Ob dotiku namreč klikne. Zadeva sicer pridno beleži prstne odtise, zato bo robček za brisanje leč obvezna oprema, a sama razporeditev stikal je zelo intuitivna. Iskanje navigacijskih ciljev izjemno preprosto, še posebej hvalimo koncept bližnjic. Novi način upravljanja smo vam sicer že predstavili ob prvi vožnji modela A7. Pogon tega avta je bil dizelsko-hibridni. Elektromotor sicer samo pomaga dizelskemu, A8 namreč ne more pospeševati zgon na elektriko. Se pa varčevalni ukrepi, recimo jadranje, med vožnjo zelo čutijo. Je pa res, da smo pričakovali v praksi še bolj denarno občuten rezultat. Avtocestna poraba manj kot 7 litrov na 100 km je sicer dobra za tako zmogljivo in težko limuzino, a tako nizko porabo je ponudil že tudi predhodni A8. V nadaljevanju oddaje preverimo, kako naši 3 testni vozniki testirajo 3 enake bele Toyote. Zamenjamo Volkswagenovega šefa, spoznamo avto za invalide in novega Focusa. Predvsem pa obiščemo zagrebški avtosalon in se od njega poskusimo naučiti kaj, kar bi lahko prišlo prav tudi na ljubljanskem gospodarskem razstavišču.
Nadaljujemo z našim resničnostnim testom, primerjavo stroškov pri uporabi bencinskega, dizelskega ali hibridnega pogonskega agregata. Začenjamo namreč drugega od 3 tednov tega testa. Gledalci Andrejka, Klemen in Beno so izmenjali enake bele Toyote Auris. A čeprav se bo sosedom na prvi pogled zdelo vse enako, bo po njihovih vsakodnevnih poteh v prihajajočem tednu brnel drugačen motor. O samih rezultatih bomo seveda govorili na koncu testa, torej v prvi majski oddaji, zdaj pa se posvetimo odgovoru na vprašanje, ki so ga Andrejka, Beno in Klemen morali poznati. Ko ste odgovarjali na zastavljeno vprašanje, kaj pomeni Toyotin logo, ste verjetno uporabljali pomočnika, imenovanega Google. In ste tudi verjetno opazili, da je nekaj različnih verzij, ki so se sicer sorodne, ampak nobena čist točno ne definira, kaj Toyotin logo pravzaprav pomeni. Pa vam bom jaz povedal, katera je uradna verzija. In sicer Toyotin logo je sestavljen iz 3 elips in vsaka predstavlja srce. Prvi 2 manjši, ki se med seboj prepletata, sta srce stranke in pa srce podjetja. Prepletata se zaradi tega, ker želimo, da sta stranka in naše podjetje Toyota medsebojno povezana. Večji oval, ki obkroža ta 2 manjša ovala, pa predstavlja svet in neslutene tehnične zmožnosti, ki jih svet in bodočnost Toyoti prinaša. Minuli teden je na zagrebškem sejmišču potekal salon avtomobilov. Bienalni sejem, ki se vsako drugo pomlad odvije na zagrebškem velesejmu, izmenjuje pa se z beograjskim avtosalonom. Na njem so nastopile vse blagovne znamke. Mi smo članica OIKE, to je međunarodna organizacija, odnosno udruženje proizvođača automobila, i na sastancima odbora za sajmove, čiji smo mi član, dogovara se kalendar unaprijed. Mi smo već recimo dogovorili kalendar za 2020. Jedino je Ženeva ta koja se održava svake godine, a oni gledaju zapravo da regionalno se bijenalno izmenjuju sajmovi. Znači jedne godine je Zagreb, druge godine je Beograd za ovu ovdje regiju. Da salon spada v koledar Mednarodne zveze OICA v praksi pomeni, da avtomobilski proizvajalci ta salon upoštevajo v svojih marketinških načrtih in imajo za nastop na teh sejmih tudi posebej rezerviran marketinški denar. Avtomobilskim uvoznikom na Hrvaškem to konkretno koristi tako, da jih nastop na zagrebškem avtosalonu seveda stane relativno malo. Obiskovalci pa to občutijo tako, da lahko na tem sejmu vidijo poleg vseh avtov v prodaji tudi najbolj sveže premiere. Komaj teden dni po premieri v Šanghaju smo tako v Zagrebu že lahko videli novo generacijo prestižnega Volkswagena Touarega. In komaj mesec dni po ženevski premieri smo že videli tudi atraktivnega Peugeota 508, tistega, ki ni več limuzina, ampak kupe. Zagrebški avtosalon je pokazal tudi novega 4. Mercedesa razreda A, tistega, o katerem bomo govorili v prihodnji oddaji. Ko to gledate, ga namreč ravno testiramo na hrvaških otokih. Omeniti moramo tudi novega Berlinga, pa tudi Škodino konceptno napoved prihajajočega malega SUV-ja, ter vročega Nissana Leafa z eno samo stopalko za pospeševanje in zaviranje. Ljubljanskog sajma nije dugo bilo. Drago nam je da su prošle godine, čini mi se, uspjeli nešto izorganizirati, koliko čujemo od naših izlagača da je bilo lijepo. Moram priznati da smo nekako uhvatili mi ritam i više gledamo možda na Beograd upravo zbog te OIKE. I nekako Ljubljana ni prijašnjih godina kad se održavala nije u tom smislu bila konkurent niti Zagrebu niti Beogradu. A sad vidjet ćemo kako će se oni dalje razvijati, jer nadam se da ćemo se ipak dogovoriti. Kaj se lahko Slovenci naučimo od Hrvatov? No, osebni vtis nam pravi, da konstantnost salona na nek način kaže koristi tudi v izkušenosti razstavljavcev. Namreč hrvaški uvozniki vsaj na pogled dokaj natančno vedo, koliko denarja je smiselno vložiti v salonsko promocijo, torej kako bogato naj bo videti razstavni prostor na salonu, da lahko salon prinese prodajne koristi, hkrati pa ne pretirano zareže v proračun uvoznikov. V Zagrebu je bilo zato za odtenek manj imenitno kot recimo na ljubljanskem gospodarskem razstavišču.
Na marsikaterem razstavnem prostoru je les pod nogami škripal, na enem je celo s stropa padla neonska žarnica. In ja, čutilo se je, da je salon močno lokalni, namenjen neki drugi ciljni skupini. Dacia je imela recimo bolj pompozen prostor kot Renault. Ljubljanski salon je po drugi strani bolj izrazito kazal bogatijo. Naši prodajalci so kar tekmovali med seboj, kdo bo v razstavni prostor vložil več denarja in seveda je logična posledica, da zdaj tarnajo, kako velik denarni zalogaj je nastop na avtosalonu. Trdimo, da je zagrebški avtosalon resnično dober kompromis med bliščem, ki priteče prireditvi kot je salon avtomobilov in pa med realnimi zmožnostmi neke regije. In ta dober kompromis na nek način tudi zapira usta tistim, ki so zagovarjali, da bi morali biti tako kot na Dunaju tudi razstavni prostori na ljubljanskem salonu uniformirani. Menimo namreč, da se je v Zagrebu na vsakem razstavnem prostoru dobro čutil pedigre posameznih znamk, a na dokaj preprost način. Ne moremo pa se upreti, da ne bi zagrebškemu velesejmu namenili tudi nekaj kritike. Pogrešali smo recimo nekaj več dogajanja, zabavnega in tistega z bolj izobraževalno noto. Predvsem pa nas je motilo, da je bilo vse skupaj preveč hrupno. Praktično vsak razstavni salon je imel svojega DJ-ja, ki je svojo glasno glasbo hotel prevzeti vso pozornost. Rezultat je bil, da so vsi skupaj ropotali en čez drugega. Ženeva, Pariz, Frankfurt in Ljubljana v zvočnem pogledu še noben od teh avtosalonov ni bil tako naporen kot zagrebški. Reportažo zagrebškega salona pa zaključimo z avtomobilom, ki je še posebej zanimal obiskovalca na invalidskem vozičku. Avto smo namreč pobliže spoznali in vozili že tudi v Sloveniji. Pa se preselimo na Vransko. Spoznajmo torej, kako je slovensko predstavništvo Toyote globalno zavezo tega japonskega giganta Mobilnost za vse že danes začelo udejanjati. Toyota se je globalno zavezala projektu Mobilnost za vse. To je projekt, ki v bistvu nudi mobilnostne rešitve za vse, tudi tiste, ki so gibalno ovirani. In tako se je tudi Toyota Slovenija pravzaprav odločila za eno od teh mobilnostnih rešitev in na ta način nudimo možnost invalidom, da testirajo vozila z ročko oziroma predelana vozila pred nakupom, kar do sedaj ni bilo možno. S pomikom naprej zaviramo, s pomikom proti sebi dodajamo glas, torej pospešujemo. Ta način uporabe izključuje možnost simultane uporabe obeh funkcij, torej sam dizajn in oblika je narejena tako, da so pedali prosti, torej se lahko uporablja tudi pedale. Primer bom pokazal zdaj. Avtomobil vozi invalid, enostavno začne uporabljati ročico in ona vpliva na delovanje motorja, torej premika vozilo. Premiera minulega tedna pa je Ford Focus. Že več kot 20 let navdihuje z odličnim miksom vsakdanje uporabnosti in vrhunskih dinamičnih voznih lastnosti. Novi, že 5. Focus prinaša vrsto novih tehničnih priboljškov, na primer pametni aktivni tempomat, ki v jutranjih zastojih ustavlja, speljuje in tudi zavija. Focusovi žarometi po novem prilagajajo snop ovinkom, križiščem in prometnim znakom in to že vnaprej, s pomočjo podatkov kamere. Na voljo pa je v številnih zelo različnih izvedenkah, kot prestižni Vignale, kot športni ST-Line, vsem športnikom na telesni način pa bo všeč Focus Active. In ja, pokazali so tudi že karavanskega Focusa. Pojdimo k korporativnim novicam. Novica tedna je, da je koncern Volkswagen zamenjal glavnih. Odhaja Matthias Miller, ki je na čelo koncerna stopil po aferi Dieselgate. Na njegovo mesto pa prihaja Volkswagenov šef Herbert Diess. Prva sprememba bo, da bo koncernske znamke razdelil v 3 skupine. Seat, Škoda in Volkswagen gospodarska vozila so po novem množične znamke. Volkswagen in Audi sta premijski znamki, Porsche pa je najcenejša znamka tako imenovane super premijske skupine, kjer so seveda še Lamborghini, Bentley in Bugatti. Glavnega operativca pa so zamenjali tudi pri Kiji, novi evropski šef je Emilio Herrera. Gremo na varnost. Švedska zavarovalnica Folksam je v praksi preverila, kako rja vpliva na varnost. Po enakih kriterijih, kot je Euro NCAP testiral v letu 2004, tedaj nove in odlično ocenjene Mazde 6, je zdaj preizkusila v zarjavelem stanju.
Njihov komentar je bil, da so pričakovali še slabše rezultate, a že 20% povečano tveganje za smrt pušča zelo slab vtis. Z področja mobilnosti z javnimi prevozi je novica, da nizozemski železničarji uvajajo aplikacijo, ki uporabnikom sporoča, v katerem vagonu so prosti sedeži in kateri vagoni so polni. Kolesarje pa bi morala zanimati naslednja inovacija s Kickstarterja. Potem, ko je ShockStop na inovativen način ublažil udarce v krmilo, zdaj blažijo tudi udarce v zadnjico. Sklop novic zaključujemo s slabo novico za fane oddaje Top Gear. Na ozemlju vojaškega letališča, ki ga je zabavna Clarksonova trojica uporabljala kot svoje dirkališče, bodo zgradili stanovanjsko naselje. V zadnjem tednu, ko naši 3 testni vozniki preizkušajo 3 različne motorne različice, bencinsko, dizelsko in hibridno, je tudi zadnji čas, ko lahko na našem spletnem portalu MMC za politične stranke postavite svoje vprašanja. Še vedno pa imate tudi priložnost, da se prijavite na našo nagradno igro Share Dunlop Spirit. Poleg 7000 evrov posodimo še avto za vašo avanturo s prijatelji po Škotski. Prijavite se lahko na MMC-ju, spremljajte nas spet naslednji četrtek, drugače pa se vidimo na Facebooku, Instagramu in seveda na našem kanalu na YouTubeu.